Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti, z vami sem Luka Koper. Spolni oklepniki Patria so spet v ospredju dela državnega zbora. To pa zato, ker državni zbor pač še vedno rad meša drek. Gledalcem se opravičujemo, za občutljivejša ušesa bomo ostro besedo, ki sem jo pravkar izustil, ponovili še enkrat in jo opremili s piskom. Naj torej ponovim. Državni zbor rad meša drek. Predsednika komisije, ki preiskuje nakup oklepnikov, so ovadili zaradi omogočanja industrijske špijunaže, ker je kot strokovnjaka angažiral Ivana Prebila, člana uprave konkurenčnega ponudnika. Lepo vas prosim, taj pa lepa. Poslanec SD in član komisije Državnega zbora za nadzor varnosti obveščevalnih služb Dušan Kumer je zato zahteval sklic nujne seje te komisije. Zame je na nek način, vsaj v tem trenutku, nesprejemljivo, da predstavnik tuje vojaške industrije vrši neke vrste pritisk in preverja delo poslancev v državnem zboru. Poslanec SDS Robert Hrovat pa je bolj zaskrbljen, ker je posel s Patriami ocenjeval sumljivi Ivan Prebil. Hrovat je prepričan, da se bodo morali tisti, ki so mu omogočili vpogled v zaupno dokumentacijo, soočiti s posledicami, bičanjem v rdeči sobi parlamentarne kleti in 10-minutnim zaprtjem v portret Janeza Janše. Vendar izkazalo se je, da tega ni storil noben poslanec. Kdo mu pa dodeli to dovoljenje? On je moral to dovoljenje pridobiti. Kdo dodeli to dovoljenje? Če mi dovolite, bom pogledal. Ministrstvo za notranje zadeve. Predsednik komisije, ki preiskuje nakup oklepnikov Milan Martin Cvikl, pa je napovedal nadaljevanje parlamentarne preiskave, načrtoval pa naj bi tudi zdravniški pregled telesnih odprtin vseh vpletenih. Viš, to se mi zdi pa dobra ideja. Naj se končno enkrat pokaže, kdo komu rad leze. 13., 14. in 15. zaslišujemo preostale priče in verjamem, da bi uspeli do konca maja pripraviti poročilo za sejo državnega zbora v juniju. Kdaj je gospod Janša povabljen? Mislim, da 14. maja 9:05. Predstojnik Centra za raziskovanje javnega mnenja Niko Toš je predstavil aprilski politbarometer. Med strankami po priljubljenosti še vedno vodi SD preko SDS. Na tretje mesto pa se je prebila SNS. Razloge za Jelinčičev uspeh je Toš pojasnil takole. Tolče po sodiščih, tolče po zdravnikih, tolče po šolnikih, tolče po enem delu aktualne politike, prevzema vlogo varuha nacionalnega interesa, tako da se tisti, ki skačejo v Dragonijo, ne kaže več metati v Dragonijo, ker je on to prevzel. Tolče, razumel ga nisem nič. Ti? Ne. To se je neka kuhna, mešajo z glasovi. Zanč je bilo v vročem stolu jasno, Janša 85%, 15%, ostali si lahko razdelite. Evo, kaj je treba še več vedeti? Zmago Jelinčič se bojiti je takole komentiral začetek dela mešane slovensko-hrvaške komisije na Reki. Glede na to, kakšne kilave strokovnjake imamo, smo lahko prepričani, da bo Slovenija izgubila celotni Piranski zaliv in še tudi Portorož in da bo šele Piran prvo slovensko mesto na obali. Mimogrede, z Jelinčičem se strinjam v principu, čeprav se vprašam, ma ne imajo tisti jebeni Portorož, kaj pa je kaj tazga v Portorožu, da bi mi pogrešali, no, kaj pa je kaj, je kakšen spomenik, je kakšna znamenitost, imajo kakšno urejeno plažo, imajo kakšno dobro ponudbo, jebeni šiptarski sladoled, to je pa vse. Pa tobogan! O, sreča, o radost, jebeni tobogan v Portorožu. Ne ga imajo, prav? Ne si zdrsajo hrvaške riti na njemu. Jelinčiča kljub temu ne bo zraven pri sobotnem odstranjevanju cvetličnih korit s tako imenovane evropske poti Joška Jojasa zaradi konflikta v časovno-prostorskem kontinuumu. Takrat bo namreč v Semiču govornik na partizanskem zborovanju. Pri odmikanju korit gre sicer za simbolno dejanje, vendar gre za lokalno zadevo, gre za premikanje korit na privatni parceli. Medtem ko se jaz ukvarjam in Slovenska nacionalna stranka se ukvarja pravzaprav z geostrateškimi zadevami na nivoju države in mislim, da je napačno se spuščati v drobnjakarstvo, ko so nam pa pravzaprav Hrvatje ukradli celotno Istro in jo okupirali.
Na nekorektne, škodoželjne, gnusne, žaljive, zlobne, nepreverjene, senzacionalne, rumene, absurdne, nizkotne, grde, umazane in zle obtožbe nekaterih očitno zavistnih poslancev Lipe o nenavadno visokih neprijavljenih dohodkih, pa je odgovoril njegov strankarski kolega Srečko Prijatelj, pod njegov mislim Zmagotov Jelinčičev prijatelj. Pa tudi piše se prijatelj. No. Nekateri pa nimajo niti enega dneva delovne dobe, kupili so v tem mandatu že 2 avtomobila, mislim na gospoda Boštjana Zagorca in seveda eno novo hišo. Vmes pa še zelo radi posegajo po laškem pivu. Medtem ko mi, fantje iz SNS-a, raje posežemo po Jägermeisteru. Politbarometer pa dobro kaže tudi obrambnemu ministru in predsedniku Desusa, NATO-vemu zlatemu dečku Karlu Erjavcu, ki je mimogrede moj osebni heroj, ki mu tudi nakupi Patrie niso in ne morejo in mu nikoli ne bodo škodovali. Lahko lajate, karavana Patrie bo šla dalje. Takole je nastopil proti vladnemu projektu referenduma o pokrajinski zakonodaji. To mi pa ni všeč, da se z vlado krega. To mu štejem za minus. Sam sem mnenja, da zakonodaja v tem mandatu ne bo sprejeta. Predlagal bom pa stranki, da Desus sploh ne podpira več projekta pokrajin, ker se mi zdi, da Slovenija pokrajin ne potrebuje. Skupina opozicijskih poslancev in poslancev je vložila predlog novele zakona o dohodnini, s katero predlaga vrnitev olajšave za nakup stanovanja. Olajšave je takole predstavil Matej Lahovnik. No, da ga vidim, pa on spet. In verjamemo, da bodo na nek način predvsem olajšale položaj mladim družinam, ki, kot sem že dejal, so zagotovo največje žrtve tranzicije, ker morajo pač na nek način iskati si streho nad glavo ob tem, da imamo najvišje cene nepremičnin v celotni Evropski uniji. V Psihiatrični kliniki Ljubljana pa je ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran blagoslovil kapelo, ki je bila zgrajena leta 1929 in so jo leta 1948 spremenili v telovadnico. S nami smo in pojemo, aleluja, in vam slikamo glasno, aleluja. Jezus mrtev ni, Jezus več je bliž, aleluja, 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 aleluja. Slovenija, 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 kultura. V Narodni galeriji so danes odprli razstavo Slovenski impresionisti in njihov čas. Razstavljeni so originali 4 mojstrov, Richarda Jakopiča, Matije Jame, Ivana Groharja in Mateja Strnena, ter tudi njihovih slikarskih sodobnikov, kot so Antona Žbe, Ivana Kobilica, Ferdo Vesel, Ivan Vavpotič in mnogi drugi. Razstavo je odprl minister za kulturo Vasko Simoniti. A veš, zakaj se reče slovenski impresionisti? Ne. Ker smo Slovenci nad njimi impresionirani. Čestitamo avtorju razstave, katero umetniško bogastvo in kulturno-politično sporočilo bosta gotovo ponudila prava mesta v naši javni zavesti. S tem odpiramo razstavo. Hvala. S prvo samostojno razstavo, ki se ukvarja s striženjem las, se je v Pop Planetu predstavila mlada video umetnica Pila Rusjan. Pač striženje svojih las pomeni, da v bistvu se nečesa znebiš. Se pravi, strižeš nek simbol ženske, recimo lepote ali pa nečesa, kar definira žensko, se pravi, ko se tega znebiš, drastično spremeniš svojo podobo. Napoved za jutri. Vreme se bo gibalo od severozahoda proti jugovzhodu. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.